Pa vas ta restrikten red kaj moti? Ker ga imajo, da ne odnašajo hrano v svoje prostore in tako naprej. Še prav vprašanje. Če te moti ta restrikcija tukaj? Samo besedo restrikcija ne razumem. Strogi red, postopki, kot so vodeni, tako kot so vodeni. Kaj se ti tem zgodilo? Ja, meni je res moti, kako vodi tukaj postopki, kakšni tukaj obstoje odnosi administracije in policistov do prosilcev za azil. Mi smo že nekaj mesecev opozarjamo na te kršitve, kateri tukaj dogaja z nami. In lepo zahvaljujem, da ljudi slušajo nas, da zahvaljujem, da je prišli v azilni dom, poslušali nas osebno. To je, mislim, prvi korak, da neki dobrih sprememb v azilnem domu, dobrih sprememb k vedenju postopkov azilnih. Kje so te kršitve, na kire opozarjate? Kršitve, основные кршитвы – это то, которые имеют odnos к нам администрация азильного дома. Кршитвы, уведению наших поступков, от которых одвисло наше живление. Треба розуміти, да ена кршитва легко на концу, бо ена кршитва легко умре чоловік самих кршитв, чи Бонапарт у ведении дела, ведении нjegovog поступка. Način obravnave prošenj, intervjujev oziroma teh postopkov, ki potem so podlaga za to, ali je prosilec zavrnjen ali odobren, dolga čakalna doba na to, hkrati pa tako rekoč čez noč opravljeni intervjuji, ne vedno z prevajalci in tudi z prisilnimi ali pa prisilnimi navednici, hitrimi podpisovanje zapisnikov in tako naprej in tako naprej. Vendar pa vsi sogovorniki naših, njih bilo malo, niso govorili o tem, da je standard v domu, mislim standard, da slab ali da bi menili, da se pritožujejo zaradi samega okolja. Oni hočejo pravilne, poštene postopke in obravnavo in ne pa takega nelagodja, obravnavanja na kaznovalni način in tako. Ja, oni se tukaj večkrat počutijo, kot da so v zaporu, s tem, da dobra lastnost zapora je, da ga enkrat odslužiš. Tukaj pa, ko dobijo trikrat negativno odobreno prošnjo za pridobitev azila, ne gre iz zapora, ampak ga deportirajo nazaj v svojo državo, kjer je morda ušel smrti na nek način. Kar nekaj kršitev je bilo, kar nekaj takih je bilo, ki so zapustili svojo državo zaradi neke verske nestrpnosti, ali do muslimanov ali do katoličanov, smo tudi slišali. Gre za politične prosilce za azil in želeli bi, da se jih tukaj ne obravnava kot zapornike, ampak kot dijake. To so odrasli ljudje, ki so imeli svojo državo, gospod je tudi doštudiral pravo, celo prednike ima v Sloveniji, zato je zaprosil za azil v Sloveniji. No, ampak ni mogel biti pa brati prava v svojem jeziku v tem prostoru, slovenskega.